Dobrodošli v družbi najboljših. V naslednji uri bomo z izvrstnimi vmesnimi časi prečesali športno leto 2020. Bilo je tako neverjetno, tako zahtevno in izzivov polno, kot si na lanskem druženju v tej prečudoviti dvorani nismo upali niti pomisliti. A bilo je tudi polno uspehov, požrtvovalnosti in sodelovanja. Uspešne tekmovalke in tekmovalce ter njihove trenerke in trenerje bomo izpostavili, nagradili in na koncu razglasili tudi športni kolektiv, športnico in športnika leta 2020. Zelo pomembno pa se nam zdi, da izpostavimo tudi športne zanesenjake, športne strokovnjake in prostovoljce, ki s svojim prizadevnim delom skrbijo za to, da je šport več kot skupek rezultatov in nizanje tekem. Z veseljem izpostavljam še eno zanimivo popotnico v današnje druženje. Praznujemo jubilej, že 35. bomo v Novem mestu razglasili športnika leta. Želeli smo si, da bi bila današnja prireditev nekaj posebnega in res ji v zgodovini ni para. Še nikoli razglasitev ni potekala pred praznimi stoli, a tokrat smo se tudi mi vživeli v novo resničnost in tako kot športniki nastopamo pred praznimi tribunami in pred radovednimi očmi vseh tistih, ki nas spremljate na televizijskih zaslonih. Se veste, v športu je prvo mesto posebej dragoceno in tokrat je vsem jasno, da je na prvem mestu zdravje. Hvala torej vsem za razumevanje in hvala za družbo. V naslednjih minutah bomo razkrili prejemnike županovih priznanj. To pa so športniki in športnice, ki so v letu 2020 postali državni prvaki ali so nastopili v kateri od državnih reprezentanc na najvišjih tekmovanjih, ter trenerji, ki so sodelovali v reprezentanci Slovenije, in vsi omenjeni so seveda tudi člani novomeških športnih društev. Župan Mestne občine Novo mesto, gospod Gregor Macedoni, dober dan. Predlagam, da začneva z dobro novico. Prejemnikov županovih priznanj je ogromno, kljub temu, da so bila številna tekmovanja precej okrnjena ali predčasno prekinjena. Bi vi dejali, da je bil šport v zadnjem letu del rešitve ali del problema? Mislim, da je bil šport zelo pomemben. Verjetno ni bil neposredno v prvih bojnih vrstah, je pa verjetno bil v življenju vsakega posameznika pomemben, pa ne je šlo to za rekreacijo. Kakorkoli je šport povezan z zdravjem, vsaj tako si ga vsi predstavljamo in želimo, da na tak način poteka. In mislim, da v času epidemije smo veliko pozornosti probali dati temu področju. Ja, in šport je prinašal tudi veselje, vam pa gotovo tudi kar nekaj dela. Kako je Mestna občina Novo mesto v teh težkih časih podpirala športnike in predvsem športne klube, društva? Torej, tisto, kar smo mi lahko naredili, je, da smo kot vedno zagotavljali infrastrukturo. Pri denarnih sredstvih smo šli nasproti, vsem klubom smo zagotovili, ne glede na kakšne prekinitve programov, da so te sredstva bila v neokarenih višinah kot pretekla leta. Veseli smo bili vsakega presežka, recimo v lanskem letu smo uspeli tudi organizirati novomeški polmaraton. To je bila ena redkih tako masovnih prireditev tudi na državnem nivoju. Tudi v teh dneh je naš olimpijski center poln športnikov, potekajo državna prvenstva v atletiki v različnih kategorijah. Torej, šport na nek način se je prilagodil in na svoj način živi tudi v teh časih epidemije. Živi in je zelo živahen, to dokazujejo tudi prejemniki županovih priznanj. Predlagam, da zdaj razkrijeva dobitnike teh čudovitih priznanj, ki jih lahko gledalci tudi vidijo. In prvih 17 prihaja s kolesarskega kluba Adria Mobil. Županovo priznanje za leto 2020 prejme Aljaž Colnar za nastop na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu in ker je postal državni prvak v dirki na točke na velodromu za mladince. Anže Ravbar je državni prvak na velodromu v dirki na izločanje za mlajše mladince. Gal Glivar prejme priznanje za nastop na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu za mladince in naslov državnega prvaka na velodromu v dirki na končni cilj. Jaka Špoljar za nastop na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu za mladince.
Boštjan Murn prejme priznanje za nastop na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu do 23 let in za naslov državnega prvaka na velodromu za člane v tempo dirki. Jacques Eržen je postal cestni državni prvak v kategoriji mlajših mladincev. Gašper Katrašnik prejme priznanje za nastop na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v kategoriji elit. Žiga Horvat za nastop na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu za kolesarje do 23 let. Žiga Piskole za nastop na Evropskem prvenstvu na velodromu v disciplini dirka na končni cilj za mladince. Osvojil je naslov državnega prvaka v dirki na izločanje za mladince na velodromu. Nino Polovič za nastop na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu za mladince in za naslov državnega prvaka v cestni vožnji na točke. Adam Jordan pa je osvojil naslov državnega prvaka v cestni dirki med mladinci. Marko Kump prejme priznanje za nastop na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v kategoriji elit. David Per za nastop na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v kategoriji elit. Janez Brajkovič pa je nastopil na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu za člane in osvojil naslov državnega prvaka v cestnem kolesarstvu na vzponu. Ekipa Adria Mobil, njihovi mladinci, prejmejo priznanje za naslov državnih prvakov v ekipni zasledovalni vožnji in ekipnem sprintu na velodromu. Zasedba Žiga Piskole, Jaka Špoljar, Nino Polovič in David Gregorčič. Ekipa Adria Mobil, mlajši mladinci, za naslov državnega prvaka v ekipni zasledovalni vožnji in ekipnem sprintu na velodromu v zasedbi Jacques Eržen, Anže Raubar, Gaj Kaferle in Aljaž Žafran. In še eno priznanje z veseljem izročamo ekipi Adria Mobil, njihovim članom, za naslov državnih prvakov v ekipni zasledovalni vožnji Marko Kump, David Per, Gašper Katrašnik, Aljaž Omerzel in ekipnem sprintu na velodromu, tam pa so sodelovali Gašper Katrašnik, Jan Bevc in Aljaž Omerzel. Čestitke torej kolesarjem in zdaj skok k atletom. Iz atletskega kluba Krka Novo mesto priznanje prejmejo Nina Arman za osvojitev naslova državne prvakinje v metu kopja na zimskem prvenstvu za člane in na prvenstvu Slovenije za starejše mladinke. Ana Medle za naslov državne prvakinje v cestnem teku na 10 km, kategorija mlajših mladink. Klara Ljubi je postala članska državna prvakinja v teku na 3000 metrov v dvorani. Eva Murn pa je osvojila naslov državne prvakinje v teku na 60 metrov z ovirami v dvorani v kategoriji starejših mladink. Ingrid Železnik je državna prvakinja v teku na 1500 metrov med članicami. Matevž Šuštaršič, državni prvak v teku na 200 metrov v dvorani za starejše mladince, na prvenstvu Slovenije za mlajše člane in starejše mladince ter v teku na 100 metrov za starejše mladince. Primož Kobe je osvojil državni naslov v polmaratonu v članski konkurenci. Andraž Dorjava pa prejme županovo priznanje za naslov državnega prvaka v troskoku med starejšimi mladinci v dvorani in na prostem. Tilen Novak za naslov državnega prvaka v teku na 60 metrov z ovirami in na 110 metrov ovire na prostem za starejše mladince. Tilen Delič Vrstovšek za naslov državnega prvaka v skoku v višino za mlajše mladince v dvorani. Anže Dorjava je državni prvak v metu kopja med starejšimi mladinci. Maša Radovan, državna prvakinja v skoku v višino za mlajše mladinke v dvorani in na prostem. Priznanje pa prejme tudi štafeta 4x100 metrov za naslov članskih državnih prvakov. Tekmovali so Ahad Smoreti, Tilen Ovničak, Matevž Šuštaršič in Blaž Brulc. Iskrene čestitke torej tudi prejemnikom županovih priznanj iz atletskega kluba Krka Novo mesto. Gospod Gregor Macedoni, ko berem uspehe teh športnikov,
Vedno še posebej se trudim poudariti, da so številni dosežki bili doseženi na velodromu oziroma v tem objektu, ki je nam posebej ljub. Kako vi gledate na to, kaj za vas to pomeni? Torej, vedno znova se potrjuje, da so neki osnovni pogoji tisti, ki seveda lahko potem tudi pripeljejo do športnih uspehov. Novo mesto je zaostajalo pri športni infrastrukturi, prav gotovo je za novo dvorano v Češči vasi, ki je seveda pridobitev za slovensko atletiko in slovensko kolesarstvo, so ustvarjeni pogoji predvsem tudi za naše domače športnike in mislim, da iz prebranega se lahko vidi, da nekoliko prednosti prav gotovo imajo tako domači kolesari kot tudi atleti. Je pa seveda to tisto, kar bomo še naprej razvijali in verjamem, da tudi nadaljnji koraki, ki sledijo v tem centru, bojo pripeljali še do novih športnikov in športnih uspehov v Novem mestu. Ja, in ker smo v teh trenutkih seveda športno ambiciozni, vas bom povprašala o idejah, ambicijah za naprej. Kako je z bazenom? Torej, bazen načrtujemo, peljemo postopke. Trenutno se zaključuje priprava projektne dokumentacije. Želimo si, da bi čim hitreje prišli v fazo, ko izbiramo izvajalca. Prostorski akt smo že sprejeli, tako da praktično v mesecih zdaj štejemo, ko želimo, da bi se tudi v gradbenem smislu začele stvari premikati. Tako da smo že zelo blizu temu, da bomo res vedeli, da bazen v Novem mestu bo športni bazen. Se pravi, če uporabim športni žargon, vsekakor stopnjujete formo. Stopnjujemo. To me veseli. 30 županovih priznanj smo že podelili. Čas je, da jih razkrijemo še nekaj. V nadaljevanju boste najprej spoznali prejemnika županovih priznanj iz šahovskega društva Krka Novo mesto. Priznanje prejme Vid Dobrovoljc za osvojitev naslova članskega državnega prvaka v standardnem šahu, hkrati pa je tudi absolutni mladinski prvak. In kadetska ekipa šahovskega društva Krka za osvojitev naslova ekipnih državnih prvakinj v standardnem šahu. Tekmovali sta Tjaša Pajek in Asja Čebron. Košarkarski klub Krka Telekom Novo mesto priznanje namenjamo Luki Laporniku za nastop v reprezentanci v kvalifikacijah za člansko evropsko prvenstvo. Miha Škedelj prejme priznanje v reprezentanci v kvalifikacijah za člansko evropsko prvenstvo in tudi Jan Kosi za nastop v omenjeni reprezentanci. Dalibor Damjanovič pa je bil pomočnik trenerja članske reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Smo že pri boksarskem klubu Bokseo. Andrijana Muhič prejme priznanje za naslov državne prvakinje v boksu v kategoriji mladink do 54 kilogramov. Karate klub Novo mesto Špela Tihi je državna prvakinja v karateju parakate posamezno za dekleta do 18. leta. Teniški klub Krka Otočec, Nika Zupančič, njihova tekmovalka in prejemnica županovega priznanja, je državna prvakinja v tenisu. Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja Novo mesto, njihov član Gašper Peček je državni prvak v športnem ribolovu v kategoriji invalidi na vozičkih. Ženski rokometni klub Krka Novo mesto Živa Čopi nastopila je v članski reprezentanci na evropskem prvenstvu na Danskem. Tudi Ana Bina je nastopila v članski reprezentanci na omenjenem evropskem prvenstvu in seveda prejme priznanje. Salvador Krančič pa je sodeloval v članski reprezentanci Slovenije kot pomočnik selektorja. Evropsko prvenstvo je potekalo na Danskem, še enkrat spomnim. Erin Novak je nastopila v članski reprezentanci na evropskem prvenstvu na Danskem, tudi njej gre županovo priznanje. Gašper Kovač pa je bil kondicijski trener reprezentance na evropskem prvenstvu. Namiznoteniški klub Krka Novo mesto letos kar 7 priznanj. Aleksandra Vovk za osvojitev naslova državnega prvaka v mešanih dvojicah za članice. Tilen Cvetko za nastop na evropskem prvenstvu za mlajše člane ter osvojitev naslova državnega prvaka v mešanih dvojicah za člane.
Peter Hribar za nastop na Evropskem prvenstvu za mlajše člane in kvalifikacijah za olimpijske igre ter osvojitev naslova državnega prvaka v dvojicah za člane. Darko Jorgič za uspešen nastop v kvalifikacijah za olimpijske igre ter osvojitev naslova državnega prvaka v dvojicah med člani. Deni Kožul za nastop v kvalifikacijah za olimpijske igre ter osvojitev naslova posamičnega državnega prvaka med člani. Daniel Šarlah prejme priznanje za sodelovanje v reprezentanci kot trener na Evropskem prvenstvu za mlajše člane. In še Alen Bečirevič, ki je postal državni prvak v namiznem tenisu med invalidi. Še enkrat torej iskrene čestitke vsem in uspešno tudi v tej sezoni, ob tem pa seveda nismo pozabili, da bi bil naš seznam še veliko bolj poln, a žal nekateri klubi v tej sezoni niso na seznamu nagrajencev, ker je bila sezona v kolektivnih športih nedokončana, pa tudi reprezentančnih akcij v mlajših starostnih kategorijah zelo pogosto ni bilo. Tukaj so bili prikrajšani predvsem moški rokometni klub Krka, ženski košarkarski klub Krka, ženski odbojkarski klub TPV, nogometni klub Krka, moški odbojkarski klub Krka in košarkarski klub Žoltasti Troti. Tudi vsem športnikom v teh klubih pozdrav in seveda navijamo tudi za vas. Spoštovani župan, gospod Gregor Macedoni, kar nekaj priznanj, torej vedno dobre novice, morda kakšna popotnica, spodbuda za športnike, tudi tiste, ki so morda tekmovali manj, kot so si želeli, pa naj bo ta sezona boljša. Torej, prav gotovo smo zdaj v nekem času, ko vsi upamo tudi na ugoden razplet te epidemije. Prihaja tudi toplejši meseci, ko seveda je veliko športa, lahko tudi na zunanjih površinah. Jaz upam, da bo letošnje leto bolj ugodno tudi za šport, kot je bilo preteklo, torej v smislu pogojev. Glede dosežkov sem prepričan, da tako bogati kot so, bojo tudi se nadaljevali, če bojo le pogoji za to. Tako da naša naloga kot občine je, da še naprej razvijamo infrastrukturo, to bomo delali tudi v prihodnjih letih in seveda podpirali šport na vseh ravneh, torej od tega splošnega športa, predvsem za mlade, pa seveda do najbolj zahtevnih tekmovalnih nivojev in verjamem, da Novo mesto je bilo in ostaja mesto športa. Prav res, hvala lepa za spodbude, vam uspešno delo še naprej in tudi za vas predvsem veliko časa, da se boste lahko tudi vi športno udejstvovali. Hvala lepa. In zdaj z veseljem odpiramo online zbirko Coop Sessions. Gre za produkcijski projekt Zavoda Novo mesto in to je rastoča zbirka posnetkov iz galerije Kocka, dnevne sobe vsebin, ki spodbujajo ustvarjalnost, izvirnost, lastno interpretacijo, misel in izraz. V tem duhu je zasnovana tudi zbirka, ki združuje glasbo, gib, podobo in govor. Iz zbirke Coop Sessions bomo poslušali generacijo Rudolfovo in Grem domov v Novo mesto.
Grem domov v Novo mesto v vseh izvedbah, vedno znova čudovita. In zdaj, ko smo več doma, tudi na novo aktualna. Spremljate 35. prireditev Športnik leta v Novem mestu in zelo verjetno poznate vsaj nekaj dobitnikov občinskih priznanj in Bloudkovih značk za dolgoletno delo v športu. Njihova imena razkrijem kmalu. Najprej pa z veseljem pozdravljam direktorja Zavoda Novo mesto, gospoda Aleša Makovca. Pozdravljeni. Za uvod vas prosim, če lahko kratko razložite, kdo sploh lahko predlaga prejemnike Bloudkovih značk in nagrad in kako težko delo je imela komisija. Ja, prejemnike teh nagrad in značk predlagajo lahko društva, klubi ali posamezniki. Za športnike, ki imajo določene zasluge v določenem času delovanja na področju športa, in komisija potem seveda te predloge obravnava. V komisiji imamo 5 članov, to komisijo pravzaprav oblikuje svet Zavoda Novo mesto in komisija potem pretehta vse te obrazložitve za posamezne kandidate in na tej osnovi se potem odločimo, komu seveda podelimo to priznanje in komu ne. Zelo me veseli, da nagrajenci prihajajo iz zelo različnih področij. Ja, seveda, ker šport vedno vpliva tudi na ostala področja, tudi vzporedna, vedno so kakšne podporne zadeve, tudi šport ima ogromno seveda področji. In mi se veselimo, če seveda se toliko predlagateljev najde, da predlagajo tudi te ljudi, ki delajo. Ker najslabše je seveda, če nekdo ni predlagan, pa je recimo zelo uspešen na svojem področju ali pa dela dobro, pa ni predlagan. To je seveda zadeva, ki si jo ne želimo. Želimo si, da se to prepozna, da se prepoznajo v tem in da predlagajo. Spoštovani, tu so prejemniki občinskih priznanj. Alenka Šenk-Erpič prejme priznanje za več kot 5-letno organizacijsko in prostovoljno delo v gimnastičnem društvu Novo mesto, v katerem opravlja funkcijo predsednice kluba. Ambrož Čopi v šahovskem društvu Krka Novo mesto je od začetka aktiven kot igralec in sodnik, v društvu pa pomaga pri organizaciji tekmovanj in na treningih mladih šahistov. Fredi Bančev prejme priznanje za aktivno delo na različnih področjih v pohodniškem društvu Novo mesto, v katerem ima velike zasluge za prepoznavnost društva, tako doma kot tudi v tujini. Klemen Škufca za prizadevno in vestno opravljanje nalog v ŽRK Krka pri organizaciji tekem in turnirjev, vodenju mlajših sekcij in urejanju klubske spletne strani. Lovro Peterlin je nepogrešljiv člen pri organizaciji dirke po Sloveniji in je svojim odgovornim delom dokazal, da je vreden zaupanja v kolesarskem klubu Adria Mobil. Manca Fajmuth skrbi za dolenjski namiznoteniški podmladek, ob tem pa je prisotna na vseh akcijah, ki jih izvajajo v NTK Krka. Nejcuhan je dolgoletni član strelskega društva Gorjanci, v katerem se je svojo sposobnostjo vključil v organizacijsko delo kluba in prevzel vodenje mlajših strelcev, ki pod njegovim vodstvom dosegajo vidne rezultate. Nejc Župevc svojim entuziazmom in ljubeznijo do košarke je ključno vplival na razvoj ter strm vzpon delovanja košarkarskega kluba Žoltasti troti. Bil je predsednik kluba in tudi trener. Peter Šinkovec v triatlonskem klubu Novo mesto deluje kot učitelj plavanja, posveča se delu z najmlajšimi, aktivno pa sodeluje tudi na vsakoletnih aktivnih počitnicah. Teja Fifold prejme priznanje za načrtovanje, vodenje in izvedbo treningov in tekmovanj za mlajše kategorije v kickboksing klubu Miraž. Tjaša Oven je aktivna članica Združenja atletskih sodnikov Novo mesto in se kot sodnica udeležuje vseh atletskih tekem v Novem mestu. Zdaj pa razkrivamo prejemnike bronastih Bloudkovih značk. Drago Klenovšek je zelo aktiven v času organizacije mednarodnih namiznoteniških turnirjev in je odgovoren za logistični del. V NTK Krka je v zadnjem času pri delu v klubu zelo angažiran in je s svojimi konstruktivnimi predlogi in idejami na rednih skupščinah kluba zelo dejaven. Dušan Turk prejme priznanje za uspešno delo trenerja, sodnika in člana kickboksing kluba Miraž ter strokovno delo v Kickboksing zvezi.
Katja Kocjan je aktivna članica upravnega odbora v zboru atletskih sodnikov Novo mesto in se kot sodnica udeležuje vseh atletskih tekem v Novem mestu, ki jih organizira AK Krka, Zavod Novo mesto, Atletska zveza Slovenije ter Olimpijski komitej Slovenije. Josip Radakovič je že vrsto let mladinski trener v kolesarskem klubu Adria Mobil. Pod njegovim vodstvom so novomeški mladinci že nekaj let najboljši v Sloveniji. Josip je tudi član strokovnega sveta pri Kolesarski zvezi Slovenije. Milan Rus prejme priznanje za dolgoletno aktivno delo v strelskem društvu Gorjanci, v katerem opravlja različne funkcije, od strelskega vaditelja najmlajših, sodnika na tekmovanjih, serviserja orožja do tekmovalca na veteranskih tekmovanjih. Nina Bojanc-Gradišar prejme priznanje za več kot 10 let trenerskega dela v gimnastičnem društvu Novo mesto, v katerem je svojim načinom dela fantom približala gimnastiko do te mere, da je postala del njihovih življenj. Simon Šlajkovec v smučarskem društvu Krka Rog že več kot 10 let otroke uči alpsko smučanje in rolanje. Svojim požrtvovalnim delom je vzor tudi ostalim mlajšim trenerjem v društvu. Simon Vesel, nekdanji igralec v moškem odbojkarskem klubu Krka, v katerem je še danes aktiven in je nepogrešljiv predstavnik za stike z javnostmi, ter kot moderator odgovorno skrbi za Facebook profil kluba in sveže vsebine na Instagramu. Pavel Golob je zelo aktiven član pohodniškega društva Novo mesto, je namestnik načelnika markacistov, markacist in gorski stražar. Svojim vzgledom in spodbujanjem je vplival na povečanje števila članov društva in planincev na turah. Bronasta Blovtkova značka pa gre tudi v roke Mateje Andrejčič. Je aktivna članica predsedstva ženskega rokometnega kluba Krka, v katerem pokriva področje sodelovanja šole s klubom. Svojim vestnim in odgovornim upravljanjem športno dvorano Stopiče zagotavlja pogoje za vsestranski razvoj učencev, športnikov in krajanov. Čestitke torej vsem nagrajencem. Kmalu bomo razkrili tudi prejemnike srebrnih in zlatih Blovtkovih značk. Gospod Aleš Makovec, direktor Zavoda Novo mesto, kam sega zgodovina podeljevanj Blovtkovih značk? Večkrat sem že omenila, da je danes 35. prireditev. Ja, sicer pa zgodovina še celo nekoliko daljša, ne. Sega vse v leto 1979, ko so bile prvič podeljene, in takrat celo tudi na prireditvi Šport in glasba, celo prvič izjemoma celo zlati znački, ne. In od takrat naprej se to podeljuje. Imamo tudi licenco za to značko, ne, ki je izdelal Avgust Likovnik, in jo podeljujemo v vsem tem času športnikom, ki imajo zasluge za svoje delo v športu, recimo za 10 let, več kot 10 let dela v športu, za več kot 20 in več kot 30 let dela v športu. V tem času je seveda ta prireditev postala prireditev Športnik leta. Tudi organizacije so se menjale, ne, je bila Športna zveza, potem je bila Agencija za šport, zdaj to počne Zavod Novo mesto, na primer. In s tem imate precej prijetnega dela, tudi danes, ko ste omenili 20 in 30 let, do tistih nagrajencev še prideva. Vmes pa malo stopnjujemo vznemirjenje. Zagnani športni delavci nas vedno znova spomnijo na to, da je treba biti vztrajen in iznajdljiv, tudi ko se ne cedita med in mleko. Mi bomo sicer zdaj plavali v mleku z odlično zasedbo Tretji kanu. Posnetek je iz koncertne zbirke Coop Sessions, ki vabi ustvarjalce različnih žanrov, da prispevajo izvirne repertoarje novih ali prav za to priložnost prirejenih del v obliki sproščenih performansov.
zgrešiš. Vse, kar se lahko dotakne tvoje kože in plavaš, plavam v mleku, plavaš in padaš, plavaš in plavam v mleku, plavaš in padaš. Le kdo je zastrupil ta zrak? Le kdo je postavil ograjo in kupil tvoj glas? Le kdo je zastrupil ta zrak? Le kdo je zapisal sledi, a ti so ljudje? Plavaš in plavam v mleku, plavaš in padaš, plavaš in plavam v mleku, plavaš in padaš. Le kdo je zastrupil ta zrak? Le kdo je postavil ograjo in kupil tvoj glas? Le kdo je zastrupil ta zrak? Le kdo je zapisal sledi, a ti so ljudje? Le kdo je zapisal sledi, a ti so ljudje? Le kdo je zapisal sledi, a ti so ljudje? Tretji kanu v mleku. Mi pa smo pri dobitnikih srebrnih in zlatih Bloudkovih značk. Spoštovani, srebrno Bloudkovo značko prejme Borut Retelj. Borut je bil v mladih letih kot tekmovalec zapisan atletiki, pozneje se je kot trener najbolj posvetil predvsem vztrajnostnim tekom, sicer pa je deloval tudi v veslaškem športu, raftu in tudi v triatlonu. Poleg trenerskega dela je aktivno deloval na organizacijskem področju, kjer je kot idejni vodja novomeškega teka do sedaj organiziral in vodil 11 prireditev. Srebrno Bloudkovo značko prejme Srečko Vovko. V mladih letih se je športom srečal v lokalnem okolju ŠD Radež. V zadnjih letih kot strokovnjak na področju medicine veliko pripomore novomeškim klubom, ki se srečujejo s poškodbami svojih tekmovalcev. Pogosto se je volontersko udeleževal številnih športnih dogodkov ter skrbel za varnost na prireditvah, seveda zdravstveno varnost. Deluje tudi v upravnem odboru Združenja športnih centrov Slovenije. Somišljeniki je postavil prireditvi Skoki v Krko s Kandijskega mostu in Krka živi. Čestitke obema nagrajencema. Pred nami pa so trije dobitniki zlatih Bloudkovih značk. Z velikim veseljem sporočam, da zlato Bloudkovo značko prejme Jože Okorn. Jože Okorn je v svoji športni karieri osvojil 2 paraolimpijski medalji in številne medalje svetovnih in evropskih prvenstev. 9 let je bil evropski rekorder v metu diska in 11-krat evropski prvak. Njegovo delo je prepleteno s športom invalidov, kjer s svojim znanjem, izkušnjam in pristopom nagovarja mlade invalide in jih usmerja v šport. Ob tem pa ne pozabi, da se ti mladi vključujejo tudi v izobraževanje in zaposlitev. Zadnjih 25 let je predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Poleg socialno-zdravstvenega programa društva je v organizaciji kot prioriteta tudi zelo razvejana rekreativna športna dejavnost paraplegikov. Zelo si prizadeva za dostop in ureditev športnih objektov, ki naj bi bili dostopni za vse kategorije invalidov. Jožef Korn ves čas svojega dela namenja veliko pozornosti sodelovanju z mediji. Zelo pomembno je seznanjati širšo javnost o športu invalidov. Leti se prav skozi šport ne počutijo več drugačni. To pa pomeni, da se lažje vključujejo tudi v delo in v družbo in imajo bolj zdrav način življenja. Zlato Bloudkovo značko prejme Mario Mohorovič. Mario je bil v mladosti tekač na srednje in dolge proge v atletskih klubih 3. januar Pula, Olimpija Ljubljana in AK Novo mesto, v katerih je med drugim osvojil tudi naslov mladinskega prvaka v nekdanji skupni državi. Svojo športno dejavnost je nadaljeval na šoli na področju športa, otrok in mladine. Bil je vodja aktiva učiteljev športne vzgoje v novomeški občini in predsednik Društva športnih pedagogov Dolenjske in Posavja. V atletskem klubu Krka je bil trener številnih uspešnih atletov, vodja marketinga na mednarodnih atletskih mitingih, član upravnega odbora in dolgoletni predsednik društva. Eden glavnih pobudnikov izgradnje razsvetljave za potrebe treninga tekmovalcev in rekreativcev na stadionu Portoval, obnove atletskih garderob in klubskih prostorov, eden od pobudnikov obnove atletskih površin ter izgradnje olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi. Je tudi eden od ustanoviteljev ženskega košarkarskega kluba Novo mesto. Zlato Bloudkovo značko prejme Aleš Eržen. Aleš je večino svojega življenja vpet v šport, posvečal se je treniranju košarke za otroke, bil aktiven kot pomožni sodnik in bil udeležen pri ponovnem aktiviranju košarke v Novem mestu. Bil je tudi eden glavnih akterjev rekreacije v podjetju in prvi predsednik športnega društva Cestar. Ves ta čas pa je bila njegova glavna ljubezen smučanje. Že skoraj 30 let se ukvarja z učenjem in vzgojo otrok v alpskem smučanju, velik pečat je pustil kot vodja alpske šole. Dejaven je tudi v upravnem odboru SD Krka Rog, ima veliko zaslug za obstoj društva v današnji obliki, prav tako je dejaven v združenju učiteljev in trenerjev smučanja ter pri organizaciji smučarskega sejma. Čestitke in hvala, spoštovani nagrajenci, za vaš neprecenljiv prispevek k športu v naši bližji in širši okolici. Direktor Zavoda Novo mesto, gospod Aleš Makovec, ko omenjam širšo okolico, novomeški športni delavci so bili nagrajeni tudi na državnem nivoju. Tako je, na državnem nivoju, še posebej pa smo ponosni na nagrado našega sodelavca, Mirana Jermana, ki je tudi vodja projekta tega športnih leta in vseh teh podelitev, ki je letos prejemnik te Bloudkove plakete. Se pridružujem čestitkam in lahko razkrijem, da ga bomo kmalu tudi gostili. Morda tako kot za župana tudi za vas izziv, kakšna spodbuda, popotnica za nadaljnje rekreativno ustvarjanje, udejstvovanje in seveda za dobre dosežke vrhunskih športnikov. Ja, še posebej v teh časih, ko smo bili tako ustavljeni, mislim, da je šport tista stvar, ki nam lahko vliva optimizma za naprej in to in skupaj z gibanjem in z zdravim načinom življenja. Lahko rečem, da nam predvsej pomaga pri vztrajnosti in tudi pri sposobnosti sprejemati odločitve. Ker športniki imajo to izrazito sposobnost, da se znajo v kratkem času odločiti in to nam včasih tudi manjka. Hvala lepa, uspešno delo še naprej in veliko dobrih odločitev. Hvala tudi vam. Pred nami je razglasitev najboljših delovnih organizacij na delavskih športnih igrah v letu 2020. Včasih, ko so se sestanki pogosto preselili na Zoom in Teams, je prav blagodejno, da so sodelavci lahko vsaj skupaj tekmovali, ampak seveda tudi to pod strogimi protokoli in omejenem časovnem pasu. Tudi sezona delavskih športnih iger je bila zelo okrnjena, kot praktično ves šport. Izvedena so bila samo tekmovanja na prostem, manj kot tretjina predvidenega programa, je pa bila kljub temu sezona zelo pomembna.
Obeležena je bila že 60. izvedba tega edinstvenega projekta v Sloveniji na področju športne rekreacije. Gospod Miran Jerman, vi ste projekt vodili med letoma 1992 in 2010. Zelo veliko zaslug imate za to, da so igre v mestni občini Novo mesto obstale. Kako zdaj skozi časovno prizmo gledate na ta projekt? Čedalje bolj dragocen postaja? Ja, zagotovo in prav zaradi tega smo se tudi pri nas na zavodu odločili, da letos kljub tej okrnjeni sezoni, vemo zaradi česa, vseeno posvetimo pozornost delavskim športnim igram zaradi tega lepega jubileja. Delavske športne igre so v Novem mestu neprekinjeno od leta 1961. Nekje drugod po Sloveniji so bile celo kakšno leto prej, 59-60. Pri nas je bila prva tekma za delavske športne igre leta 61. Igre so imele že takrat velik pomen v Novem mestu, ne samo športni, tudi družabni, se pravi tudi družabni pomen. Zanimivo je to, da so recimo v letih 62-63 zaposleni v delovnih organizacijah na zaključku prireditve šli celo v povorki po centru Novega mesta. Danes bi bilo verjetno to malo smešno izgledalo, ampak v tistih časih je bilo to nekaj posebnega. In v letih od 60 do 61 naprej so te igre doživljale različne vzpone in padce. Bile so pomemben segment, družbeni segment v Novem mestu, pomembne za športnike. Potem pa se je začela manjša kriza, tako kot drugod po Sloveniji, tudi v Novem mestu. Podjetja niso več zaposlovala športnikov prav zaradi delavskih športnih igrah, kar se je prej tudi to dogajalo, ampak so tudi izginjali organizatorji rekreacij v posameznih podjetjih. In marsikje se je zgodilo, da delavskih športnih iger ni bilo več. Mi pa smo se vseeno odločili, videli smo nek potencial v tem, bila je neka zanimiva zgodba, da teh iger ne bomo prekinili. Res, da je bilo v začetku zelo malo organizacij, manj disciplin, to govorim v letih 90, vendar z vztrajnostjo smo to nadgradili in tam v letih od 2000 do 2008 smo prišli celo do številke 3500-3800 zaposlenih na delavskih športnih igrah. Torej, te igre so imele tak pomen v Novem mestu in ga imajo tudi danes. So edinstven projekt, na katerega smo ponosni. Ponosni smo pa tudi zato, ker so recimo tudi drugod po Sloveniji so in poskušajo ta projekt obuditi nazaj, vendar imajo pri tem večje težave, kot imamo mi, ker, kot sem že omenil, naša zgodba je tista, kjer je bila vedno neprekinjena, torej vseh 60 let so bile na programu v Novem mestu. In v teh 60 letih, po vaših ocenah, koliko udeležencev skupaj? Ja, mislim, da je to številka že pred leti bila več kot 100 000 in zagotovo ni športnika v Novem mestu ali pa rekreativca, ki ni vsaj enkrat nastopil na kakšnem tekmovanju delavskih športnih iger. In letos bomo za razliko od prejšnjih let razglasili samo 3 najbolj uspešna podjetja v skupni kategoriji. Na 3. mestu roletarstvo Medle. Na 2. mestu Revoz, zmaga na delavskih športnih igrah v letu 2020 pa za podjetje Krka. Čestitke torej vsem in upamo, da bodo razmere letos izvedbi delavskih športnih iger bolj naklonjene. Sicer pa moramo biti inovativni pri iskanju novih možnosti za rekreacijo in novih možnosti za ustvarjanje. Cilj projekta iz zbirke Coop Session je spodbujati mlade ustvarjalce, da se izmojstrijo in dosežejo standarde zbirke, ter da se v njej tudi predstavljajo v zato posebej ustvarjenem podkanalu, ki za njih predstavlja odskočno desko in referenco za prihodnje ustvarjanje. Pri nas pa v naslednjih minutah zasedba El Cajon in Svet dovoljenih laži.
sreča, vse nam je dovoljeno, premišljene besede dvigajo ugled, rožnate podobe lepšajo pogled. Namišljena sva jaz in ti v namišljeni resničnosti, napihnjeni in polni sebe, idealni smo vsi. Vsi smo lepi, vsi prijazni, vsi najboljši, nasmejani, vse povprek všeč smo si, tako lepo izmišljeni, izkušeni in brez napak, nezmotljiv je naš korak, vabljeni ste vsi, vse dovoljenih laži. Vsi smo lepi, vsi prijazni, vsi najboljši, nasmejani, vse povprek všeč smo si, tako lepo izmišljeni, izkušeni in brez napak, nezmotljiv je naš korak, vabljeni ste vsi, vse dovoljenih laži. Pred nami je veliki finale. Razglasili bomo športni kolektiv, športnika in športnico leta 2020. Imamo odlično družbo, Maruša Mišmaš Zrimšek, dober dan, dobrodošli. Vedno, ko vas spremljam, ko tečete, me kar zasrbijo pete. Je za vas bolj pomembno, da ste vzornica mladim atletom ali nam širši generaciji športnih navdušencev za to, da bi se bolj resno lotili teka? Če sem komorkoli vzor, me oboje veseli, tako mladim kot starejšim. Vem, da mi tek meni osebno prinese veliko dobrega za zdravje, za samozavest, dobro počutje in si res želim, da bi čim več ljudi spoznalo šport in da bi tudi oni imeli koristi od tega. Ja, vsekakor spodbuda k športnemu udejstvovanju, tudi če ni tek, bo tudi v redu, ne? Samo da se premikamo. Maruša, ste aktualna slovenska atletinja leta, junija lani ste bili tudi evropska atletinja leta. Kaj vrhunskim športnikom pomenijo taki nazivi ob seveda medaljah, uspehih, ki jih dobite na tekmovališčih? Kaj pomeni ta dodatna spodbuda? Tudi to je zelo lepa spodbuda, da vidim, da me ljudje podpirajo, navijajo zame. Tudi ponavadi so te podelitve za športnika leta, konec leta, ko ni tekmovanj in je tako lep spomin, pregled na preteklo leto, ker je prav, da se tudi obrnemo nazaj in smo ponosni na svoje dosežke. Ponavadi sem v tem času že v treningu in gledam samo naprej, tako da je lep spomin za nazaj in dodatna motivacija za naprej. Ja, vrhunski športniki tako ali tako ponavadi nimate časa za proslavljanje, ker vas že čaka naslednja tekma ali naslednji trening. Odlično se znajdete na različnih razdaljah, ste precej sveža balkanska prvakinja na 1500 metrov, pa bronasta štafeto 4x400, čestitke. Hvala.
Vaša osrednja disciplina pa seveda ostaja 3000 metrov zaprekami. Precej simbolike se mi zdi, da nosi ta disciplina. Kako se v življenju soočate z zaprekami, pa naj bodo to poškodbe ali pa kakšen padec motivacije? Ja, res je, tudi v življenju so nam na poti vedno neke zapreke. Kar sem se naučila, da najpomembnejše je, da vedno ostanemo pozitivni, da imamo ta optimističen odnos do vsega, kar se nam dogaja. Seveda je to težko, vsi smo ljudje in ne morem, tudi jaz nisem ves čas pozitivna, sem tudi jaz slabe volje, ampak pomembno je, da se potem pobereš in da gledaš pozitivno naprej in da iščeš rešitve, ne da se pritožuješ in obupuješ. Ja, precej dobrih rešitev so zagotovo našli tudi v klubih, društvih, ki kandidirajo za naziv ekipa leta. Predlagam, da pogledava kandidate. Kandidati za športni kolektiv leta so ženski rokometni klub Krka Novo mesto, 4. mesto v državnem prvenstvu za članice, rokometašice pa so se uvrstile tudi na pokalni finalni turnir. 5 članic kluba je tekmovalo v članski državni reprezentanci. Namiznoteniški klub Krka Novo mesto. Osvojili so 3 naslove državnih prvakov med člani posamezno, v dvojicah in mešanih dvojicah, ter 6 medalj na članskem kadetskem in mlajšem kadetskem državnem prvenstvu. Moški košarkarski klub Krka Telekom Novo mesto. Košarkarji so polfinalisti slovenskega pokala Špar in uspešno nastopajo v mednarodnem tekmovanju ABA lige. Atletski klub Krka Novo mesto, 2. mesto članice in 3. mesto člani na ekipnem prvenstvu Slovenije, 3. mesto pa za starejše mladince, 2. mesto za mlajše mladinke in 3. mesto za mlajše mladince na ekipnem prvenstvu Slovenije. Maruša Mišmaš Zrimšek, imate torej prijetno nalogo, da razglasite športni kolektiv leta. Ja, pa poglejmo. Športni kolektiv leta 2020 v Mestni občini Novo mesto je Atletski klub Krka Novo mesto. Iskrene čestitke torej. Mislim, da bodo zelo zadovoljni, da ste jih prav vi razglasili, glede na to, da morate atleti držati skupaj. Ja, res je. Spoznajmo kandidata za športnika leta 2020. Prvi kandidat prihaja iz atletskega kluba Krka Novo mesto, to je Matevž Šuštaršič. Matevž je osvojil 1. mesto v teku na 200 metrov na prvenstvu Slovenije med mlajšimi člani in 1. mesto v štafeti 4x100 metrov ter 2. mesto v teku na 200 metrov na državnem prvenstvu Slovenije za člane. Drugi kandidat prihaja iz kolesarskega kluba Adria Mobil Novo mesto, to je Nino Polovič. 7. mesto v kriteriju na Evropskem prvenstvu na velodromu za mladince v Italiji in 5. mesto na ekipnem sprintu na Evropskem prvenstvu na velodromu za mladince, ki je tudi potekalo v Italiji, kot omenjeno. Maruša, spet imate prijetno nalogo. Ja, pa poglejmo, kdo je zmagovalec. Športnik leta 2020 v Mestni občini Novo mesto je Nino Polovič. Iskrene čestitke torej Nino Polovič in pozdrav v kolesarsko družino Adria Mobil. Precej vrhunskih športnic imamo v Mestni občini Novo mesto in to je seveda dobra novica. Maruša Mišmaš Zrimšek že ima ovojnico z imenom najboljše, ampak prej jih spoznajmo. Kandidatke za športnico leta so Živa Čopi iz ženskega rokometnega kluba Krka, članica rokometne reprezentance Slovenije, tekmovala je na Evropskem prvenstvu na Danskem, nosilna igralka članske ekipe ŽRK Krka v državnem prvenstvu in pokalu Slovenije. Aleksandra Vovk prihaja iz namiznoteniškega kluba Krka. Osvojila je 1. mesto na državnem prvenstvu v dvojicah in 2. mesto na državnem članskem prvenstvu v mešanih dvojicah. Živa Falkner iz teniškega kluba Krka Otočec, 2. mesto na Grand Slam turnirju Australian Open v kategoriji junior do 18 let in 1. mesto na profesionalnem članskem turnirju Krka Open Otočec 2020. Ana Seliškar, triatlonski klub Novo mesto,
Postala je državna prvakinja v duatlonu med članicami in osvojila absolutno drugo mesto. Osvojila je tudi drugo mesto na državnem prvenstvu v triatlonu na standardni razdalji med članicami. In še peta kandidatka, Ingrid Železnik, atletski klub Novo mesto. Prvo mesto v teku na 1500 metrov na državnem prvenstvu Slovenije za članice in drugo mesto v teku na 800 metrov na državnem članskem prvenstvu. Napetost narašča, kandidatke so izjemne. Maruša, izvolite. No, pa poglejmo, katera je zmagovalka. Športnica leta 2020 v mestni občini Novo mesto je Živa Falkner. Iskrene čestitke, Živa, in iskrene čestitke še enkrat vsem nagrajencem. Tudi v prihodnje bomo navijali za vas, upamo, da kmalu na polnih tribunah. Do takrat pa pazite nase, ostanite zdravi in hvala, da ste športniki tudi v teh časih zgled za potrpežljivost, za premagovanje ovir in za sodelovanje. Priznanje ob letošnji podelitvi naj športnika, športnice in naj kolektiva za leto 2020 nam v atletskem klubu Krka veliko pomeni. Ne samo to je priznanje ne samo v tej smeri, da smo v bistvu uspešni na individualnem področju, ker standardno in vsako leto pridobimo kar veliko kolajn na prvenstvenih državnih tekmovanjih. Nam to veliko pomeni tudi, to priznanje nam veliko pomeni tudi v tej smeri kot dokaz, da smo tudi v kolektivu, kot kolektiv izredno uspešni. Ne nazadnje, moram reči, da nam to dokazujejo tudi uvrstitve na ekipnih tekmovanjih, kjer tekmujemo z ostalimi klubi na ekipnem tekmovanju, kjer smo zastopani z večjim številom atletov, ki se vsi tekmujejo za zbiranje točk in na koncu se proglasi najboljši klub, seveda v različnih kategorijah. Nino Polovič, športnik leta v mestni občini Novo mesto, iskrene čestitke. Kolesari ste čedalje bolj priljubljeni v Sloveniji, kako vi to občutite? Ja, mislim, da kolesarstvo z leti postaja zelo bolj priljubljen šport zaradi uspehov naših dveh najboljših kolesarjev na svetu. In ja, upam, da se bo kolesarstvo še naprej razvijalo v Sloveniji in da jih bo čim več mladih generacij začelo trenirati. Kako ste se vi odločili za kolesarstvo? Ne zaradi Primoža Rogliča zagotovo. Ne, to je bilo že prej, ko sem že po televiziji sem že kot majhen začel gledati te kolesarske dirke. Kasneje smo tudi z družino obiskali Tour de France, Giro d'Italia in takrat sem dobil še večjo željo po kolesarstvu in potem sem se leta 2015 sem se vpisal v kolesarski klub Adria Mobil in takrat se je moja pot v bistvu začela. In strmo navzgor gre, zato ste tudi športnik leta. Kaj vam pomeni, da ste že tako v rosnih letih dobili ta čudovit kipec, to priznanje? Ja, to mi je velik pomen, ker sem dokazal s tem jaz in moja ekipa, da smo zelo dobro delali tudi v tej drugačni situaciji letos, lani v bistvu. In ja, upam, da bomo še naprej dosegali dobre rezultate. Nino, kdaj bomo vas lahko gledali na dirki po Franciji, na dirki po Italiji, na Vuelti? To bomo pa še videli, kakšna bo situacija naprej. Upamo, da čim prej? Upamo, da res. Živa Falkner, športnica leta v mestni občini Novo mesto. Živa, teniški igralci in igralke ste res znani po tem, da ste doma povsod po svetu, tekmujete res globalno konkurenco. Kako pa se počutite, ko dobite priznanje tudi doma, kjer je po svoje tudi težko biti prepoznan? Ja, res počutim se res super, zaradi tega, ker smo res veliko kol. Ravno kar sem prišla iz Egipta, ker sem bila 40 dni. Tako da ja, je lepo spet priti domov in dobiti tako priznanje, ker smo res vse povsod. Nagradili smo vas za dosežke v Avstraliji še posebej. Kakšno mesto ima Avstralija v vašem zemljevidu priljubljenih destinacij? Ja, Avstralija je res nekaj nepozabnega, ker je bil to moj prvi Grand Slam. In v bistvu, ko sem prišla, sploh nisem nič pričakovala, v bistvu sem res šla samo uživati.
Potem v posamični konkurenci se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Sem dobila krče in sem mogla predati in je bil to zame res šok. In potem sem dala vse od sebe pri dvojcah in se je zgodil, lahko rečem, en čudež, in res ne bom tega nikoli pozabila. Živa, zelo dobro znate že težke trenutke spremeniti v to, da se nekaj naučite in da ste potem še boljši. Odkje vam ta mentalna moč in osredotočenost? Ja, v bistvu prvič mislim, da je moj karakter tak, da zmeraj hočem se dokazati tudi sebi in drugim, ker mi je veliko ljudi v začetku moje kariere reklo, da ne bo to nikoli šlo, da je premajhna država, da bom težko uspela v tenisu, ampak sem v bistvu hotela vsem pokazati, da se da tudi če si iz majhne države, da je mogoče, da uspeš. Za vas je tenis šport, ljubezen, življenje, vse skupaj? Ja, vse skupaj. Tenis je moje življenje, moje vse, kar imam. Tako da, ja. Hvala lepa, Živa, ne glede na to, kje na svetu boste, vedite, da imate tudi v Novem mestu veliko navijačev. Hvala vam, najlepša hvala.